Dober dan, pozdravljeni v čarovniški šoli Trik na klik. Danes vas bomo naučili prav posebnega, neverjetnega čarovniškega trika. In sicer lebdeča čarobna palica, Ja. tako, res je. Poglej, palico daš noter v flaško. Potrebuješ samo kaj, čarobne besede, a ne? abrahadabra, simsalabim. In kaj misliš, da se zgodi? Ne vem, verjetno se dvigne. Misliš? Če bom z rokami dvignil. No, da vidimo, kako si dober čarovnik, Leonard. Se že premika? Se že premika? Poglej. Bravo, zelo dobro ti gre. Pojdi gor. Pa res se premika, lej to. Odlično. A dol tudi gre? Ja, ki še bom probal. No, daj. A bo treba se še malo potruditi? O, pa res, pa se premika, poglej, zelo dobro ti gre. A to zato, ker imaš tako blizu roke, kaj? A tudi narazen gre? Bravo, a gre še enkrat? Odlično. Daj. Hitreje. Hitreje, ok. A nimaš preblizu roke, kaj misliš, da je to? Da poskusiš tako. Zelo Hitreje. dobro to, bravo, še hitreje. Odlično ti gre, Leonard, takole, ja. Pa še dol, še hitreje. Še enkrat. Hitro dol. Ok, zelo dobro ti gre, zelo dobro. Pa še Odlično. hitreje. Še enkrat, 3, 4. Še hitreje, še hitreje. Bravo! Kako zdaj to? Glej, obstala je čist na miru. Pa s tebe bo še dober čarovnik. To si rekel že prej. Ja, če pa je res. Še tudi vi se lahko naučite, kako naredite, da palica lebdi. Zanimivo, ne? Pa zanima, kako naredimo, da palica lebdi. Potrebuješ eno steklenico, Lahko je bidon. lahko je bidon, važno pa je, da je precej težka, tako da plastenka ne bo najboljša rešitev, ne? Ne. Steklenica ali bidon. To je Potem čarobna palica, ki ne rabi biti čarobna palica, če je slučajno nimate. kuhalnica. Lahko je kuhalnica, lahko je recimo pisalo, flomaster. Šiba. Tisti, ki jih imate doma. Potem kakšni kuli, skratka, karkoli takšnega podolgovatega. A ne? In seveda skrivnost je pa tukaj, bomo dala bel prtiček, zato da boste bolje videli. Takole. Tale palica, kuhalnica ali kuli ima Šiba. Ima na drugi strani, tukaj ima privezano vrvico. Takole bo. Tukaj dava na belo podlago, da boste boljše videli. Takole. Na en konec je privezan črn sukanec, ki ga najdete v maminem šivalnem priboru ali Adrijevem šivalnem priboru. In tale črn sukanec približne dolžine pol metra ali kaj takega, mogoče malce več. Na drugi konec obesiš utež. V tem primeru imamo prstan. Lahko je pa za kaj drugega. Ja, ampak bova najprej razložila prvo metodo, potem pa bova vam opisala še drugo metodo in tretjo, kajti metod je več. Najbolj pomembno je to, da tole skriješ za mizo. Sedaj bom zaradi lažje razlage bo tukaj spodaj bel prtiček, da si boste lažje predstavljali, ampak Ko boste vi predstavljali, tega ne narediti. tako zelo pomembno. Važno je, da je črna podlaga ali nekako pisana podlaga, da se tega črnega... Črna najboljša. Ja, ali pa pisana je mogoče včasih še bolje. Važno je, da se to ne vidi. Če pa je bel sukanec, pa bela podlaga. Zelo premeteno. In kaj moraš narediti? To, da daš palico v steklenico, Kuhalnico ali pa šibo. Ali pa... tako, z tem, da je tukaj tale vrv zvezana v spodnjem delu, torej ne v zgornjem, ampak v spodnjem delu in daš takole noter v steklenico. Zdaj gre torej vrv od spodaj gor in tukaj dol za mizo. Če pa je tukaj vrv. Ja, vrv je zvezana tukaj, Aja. gre gor ven iz steklenice in za steklenico dol za mizo. Proste imamo roke. Midva sva skupaj to vam predstavlja takole, da je Leonard čaral. Moja vloga pri tem pa je bila, da Najpomembnejša. Ja, najpomembnejša. Jaz sem tole palico vmes animiral, tako da sem s tole roko tukaj od zadaj vrvico
čist počasi vlekel navzdol. In ko vlečem navzdol, to, kar zdaj počnem, se palica sama dvigne ven. In ko želim, lahko spustim nazaj in palica zleze nazaj noter. Kot vidite, vrv gre od zadaj za palico in zadaj za steklenico za mizo, zato gledalec, ki gleda od spredaj, tega ne more videti. Seveda, če gledalec gleda iz te strani ali iz te strani, bi lahko videl, ne? Ampak če gleda čisto od spredaj, pa če je malce vstran, da ni ravno v neposrednji bližini, te vrvice ne more videti. To je metoda 1. Druga metoda je, če delaš to sam, poskusiš delati z eno roko ali pa samo gledaš in vlečeš. Jaz pogledam lahko to naredim. Ti s pogledom to narediš. Gre gor in gre dol. Takole, zelo dobro. Še boljša metoda je pa to, če želiš, si lahko prstan natakneš na prst. Pa ne rabi biti prstan. Ja, no, prstan. Če je prstan. Če je prstan, si ga natakneš na prst, takole. In ne rabiš imeti rok pod mizo. Ampak v tem primeru je fajn, da je mogoče svetloba v prostoru malce zatemnjena. Ne ravno tema, ampak recimo, da je mrak, da ni ravno zelo močna luč, kajti na zelo močni luči bo seveda se tale sukanec bo ali pa zunaj opazen. na soncu. Tam bo tudi opazen, tako da v pol mraku bo pa super. Kajti spodobi se za takšno čarovniško predstavo, da je malce mistična, ko se predmeti sami premikajo. Skratka, kaj narediš? Takole lahko imaš obe roki nad palico in rečeš abrakadabra, simsalabim. In palico malce, oziroma roko s prstanom malce vlečeš nazaj. Ne smeš pa preveč, zaradi tega, ker hitro bo opazno. Bo očitno, ja. Pa še prstan bo malo sumljiv, ampak če pa tako počasi, pa ne bo sumljiv. Tako je, lahko tudi se počasi jo takole spustiš. Še ena varianta je, da steklenico držiš v roki. Takole, in zdaj hkrati malce premikaš roko z prstanom nazaj in hkrati malce premikaš roko z steklenico naprej. In kaj se dogaja, zgleda, da imaš roke pri miru, ampak palica se sama dviguje takole in tudi sama spusti. Takole. In še ena metoda. To je že četrta. Jo. Ti si pa rekel 3. A res, no pa jih imamo še več. Skratka, da nimaš prstana, ki mi komaj gre iz prsta. Zato ne premalega prstana vzeti. Ja, če pa nimate prstana, pa lahko naredite drugače. Lahko si konec te vrvi, tega sukanca, zvežete tukaj za hlače. Namreč za tukaj, kjer gre pas, si zvežeš za tale rob in držiš, zdaj če si predstavljamo, da imamo tole zvezano tukaj, a ne? Takole. Sem takole zataknil, ok, in si predstavljamo, da je zvezano. In držim v roki. Potem pa naprej. Takole, in potem samo malce naprej nagneš takole roko in rečeš abrakadabra, simsalabim. Potisneš roko naprej in palica sama zleze ven iz steklenice. In ko želiš, da se vrne, samo daš roko malce nazaj. Takole. In to je vsa skrivnost tega trika. Tako. Torej, če vam je všeč trik na klik, ste vabljeni, tako kot zmeraj, da se sami posnamite. Pošljite nama z Leonardom vaš video, katerikoli trik želite, lahko jih je tudi več, a ne? Ja, lahko so vsi, boste imeli več možnosti za nagrado. Res je, in na koncu sezone bomo izžrebali najizvirnejše med vami in vas obdarili s posebnim čarovniškim darilom. Pošljite nam na info@carovnijezaotroke.si in se nauči čarati tudi ti. Hvala za danes in se gledamo naslednjič. Adijo.